začetku leta je mariborsko tekstilno tovarno doletela podobna usoda kot že marsikatero podjetje. Pred njo 90 delavcev je ostalo brez službe. Najbolj ranljivim materam, samohranilkam bo skušal pomagati klub za enake možnosti Vesna. V studiu pozdravljam predsednico kluba Neveno Tejo Gorjup in članico Ido Baš. Dobro jutro. To, da gre kakšno podjetje v stečaj, dan danes se mi zdi, da ni več prav nobena redkost. Se mi zdi, da smo se že nekako na nek način Mariborčani tega navadili? Ne bi rekla, da smo se navadili, vendar se moramo soočati z resnico takšno, kot je. In prav zaradi tega smo se članice kluba Vesna odločile, da skupno tudi z društvom, z drugimi društvi pristopimo k iskanju pomoči ne samo za delavke in tudi očete Mariborske tekstilne tovarne, ki so še starši šoloobveznih otrok, ampak skušamo tudi z drugimi našimi akcijami pomagati tistim, ki so pomoči potrebni zaradi stečajev, ki so se zgodili in pa še tudi zaradi drugih razlogov. Nekateri ne morejo najti službe, tudi ti so potrebni pomoči. Jutrišnja predstava, ki jo organiziramo skupno z kulturno-umetniškim društvom Pekre Limbuš, je že druga v nizu naših aktivnosti. V mesecu decembru smo izkupiček iz predstave Zdravnik po sili namenili kar nekaj družinam v stiski. Jutrišnja predstava je namenjena z svojim izkupičkom za pomoč staršem otrok iz Mariborske tekstilne tovarne v Melju. Upam, da bomo zbrali toliko sredstev, da jim bo to res pomagalo pri reševanju njihovih vsakodnevnih problemov. Karte so razprodane in to me zelo veseli. Posebej me pa veseli, da smo našli tudi tokrat sozvočje z kulturno-umetniško skupino, ki nam pri tem pomaga. Mogoče bi predlagala, da kolegica Ida pove nekaj besed tudi o sodelovanju z njimi. Ravno zdaj gledamo te posnetke Mariborske tekstilne tovarne oziroma MTT Tekstil. To je bilo na začetku tega stečaja. Poznate njihove zgodbe, ste jih slišali? Vemo dovolj dobro, da delavke že dalj časa niso redno dobivale plače. Veliko jih je, ki zelo potrebujejo pomoč. Vendar to so ljudje, kot večina Mariborčanov, ki so v težavah, da svojih bom rekla, težav ne odpirajo v celoti pred javnostjo. In mislim, da je treba to spoštovati. Veliko jih je, ki ne vedo, ali bodo jutri še lahko ostali v stanovanju, ali bo na vratih listek o deložaciji. Problem je plačevanje položnic, problem je pokrivanje vseh, bom rekla, tekočih stroškov in najtežje je svojemu otroku povedati, da zaradi tega, ker ni denarja, on ne more dobiti ali opraviti aktivnosti, ki jih lahko njihovi sošolci. Mislim, da je prav, da ne izpostavljamo v javnosti nobenih konkretnih primerov. Tisti, ki želi pomagati, pomaga. Tudi tistemu, za katerega točno ne ve, kaj se dogaja in takšen je naš namen. Zato to akcijo vodimo skupaj z sindikatom MTT Tekstila v stečaju in skupaj z njimi bomo diskretno opravili razdelitev teh sredstev. Ida, vi imate že kar dolgoletno kariero tega altruizma, te humanitarnosti. Človek se kar ne more postati nem, tiho, sedeti križem rok ob teh zgodbah. Ne, nikakor. Dotaknejo se te in predvsem si sam prizadet ob tem, ko vidiš, kaj se drugim dogaja. Po svojih močeh poskušaš pač pomagati in tudi jaz se vključujem pač tako v klub Vesna in sem vesela, da sem bila povabljena v ta klub kot v klub Rotary Maribor Lent. Preprosto delamo za to, da bi pomagali, kolikor zmoremo po svojih močeh. Veste sami, kako je v Mariboru in tudi v Mariboru ni to ni elita, to ni nekdo, ki ima ogromno denarja in lahko pomaga. Ne, mi pomagamo z delom, z aktivnostmi, tako kot je naprimer ta predstava, kjer se lahko angažiramo tako, da nagovorimo svoje prijatelje, znance, jih povabimo na to predstavo in s tem, ko kupijo vstopnico, dajo ta svoj prispevek. In zakaj prav prej ste me izvali z vprašanjem amaterska skupina, je tudi predsednica rekla. Zdi se mi odlično in krasno, zdaj vidite na sliki recimo nekaj članic in prve stvari, ki so se dogajale v zvezi s klubom Vesna. Te donacije, ki smo jih izdajali za materinski dom in tako, to bo še mogoče predsednica potem povedala več, komu vse. No, tukaj je tudi ena od predstav z Slovenskim narodnim gledališčem v Mariboru, Pepelka. Ja, tam smo tudi zbrali denar za materinski dom. No,
Tole je bil pa nakup invalidskega vozička, ne, za slikarja, zdaj že pokojnega, žal, ne, Aca Lebariča, v dvorani veliki koncert, moram reči, ne samo velik. Mariborčani, polna dvorana Tabor. Tako, in tudi tukaj se vidi kar nekaj glasbenikov, ki so nam priskočili na pomoč. To je zgodovina, ne? Pa tudi že v prihodnost gledate, ne? Tale predstava se še niti ni odvila, ne? Bo jutri, vstopnic več ni, pa že snujete novo. Tako je. Mene veseli, da boste vi danes prvi prejemnik Pikapolonice. V klubu Vesna smo se dogovorili, da bi skušali kontinuirano zbirati sredstva za pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Iz malega raste veliko. Pikapolonica pravijo, da razpre krila in prinese srečo in veselje vsakomu. V dogovoru z podjetji v Mariboru že sklepamo te dogovore, bomo v krajšem času dali v lokale, v različne prostore drobno rdečo pikapolonico. Pričakujemo, da kdor zmore da prispevek €1,50, če kdo lahko da pa kaj več, vsaj enkrat na mesec. In če bomo to zbrali, bodo zbrana sredstva prav gotovo pomagala veliko tistim, ki so pomoči potrebni. In dovolite mi, da vam prvi dve Pikapolonici izročim. Celoten potek te akcije in pa vse ostalo bomo pa v najkrajšem času tudi predstavili. Ta akcija bo trajala, bo trajna. Mi smo klub Vesna, ki prinaša pomlad, novo upanje, veselje, pa prinašajo v poletnem cvetu času tudi te drobne Pikapolonice in zato smo ta simbol izbrali za našo naslednjo akcijo. Samo kje, čisto na kratko, nekaj ste že povedali, kje se jih da kupiti, dobiti? Zdaj še ne. Približno v najkrajšem času bodo na razpolago v gostinskih lokalih, s katerimi bomo sklenili te dogovore in vas bomo tudi seznanili, kje je to. Najlepša hvala za obisk v studiu Pogovor, pa ti dve Pikapolonici. Hvala še enkrat. Hvala tudi vam.